Tilen, dragi Tilen, Ja. kako je potekala tvoja karierna pot na televiziji, Tragično. na radiju? Oziroma, koliko dolgo si že ti Mislim, na jaz sceni? sem začel delati na radiju pa na televiziji zelo mlad, v bistvu lahko rečem kar premlad, sem bil star šele 17 let. Se pravi, to je bilo 18 let nazaj, ampak čist spontano, čist naključno sem pristal na RTV-ju, bila so sošolca na gimnaziji z Juretom Godlerjem. In on je bil kriv. Mislim, kriv. Odločila so se, da greva, ne vem, če se boste spomnili tega, no, malo starejši se bo spomnili zihar. Pardon. Se boste spomnili, TLP oddaja, ob nedeljah popoldne še, ko sta vodila Lado Bizovičar pa Anja Križnik-Tomažin. In v tej oddaji je bila rubrika 5 minut slave. In z Godlerjem takrat, ko sva bila sošolca na gimnaziji, 4. letnik, sva pa še rekla, ja, nič, da greva na 5 minut slave v to rubriko, so se prijavila, naredila sva celo scenarij, je Godler napisal. In sva šla tja, malo imitirala te pač znane osebnosti, neki v bistvu so jih že imitirali v oddaji Radio Gaga, tako da sva v bistvu naredila. Aha, Radio Gaga sta že bila. Ne. Pač, jaz sem bil samo fan Radio Gaga, zelo sem ga spremljal že prej kot otrok in tako. In sva prišla na RTV, tam je bil tudi Sašo Hribar, je imel pa takrat rubriko Kislo jabolko. Ja. In so oni rekli, da, ker sva bila ima zanimiva, da bi pa naju Sašo Hribar spoznal. In seveda, mi so prišla tja, potem, da naju Sašo Hribar spozna, pride Sašo Hribar, reče, žijo, jaz sem Sašo, kva imate kakšne like? Sem hotel mu zati, klinc, pridite v petek na Radio Gaga, pa bomo videli. In so prišla v petek na Radio Gaga, naj da v eter in se je v bistvu tako vse skupaj začelo. In ti si prvi... Rodil sem se na radiju, skratka. Potem je pa istega leta potem štartala oddaja Hribar na prvem programu Televizije Slovenija, to je bilo čas ob sobotah, ne? In smo potem začeli na televiziji delati, tako da to so bili ti začetki in ta oddaja Hribar je pol trajala tam 6 let, Radio Gaga še vedno traja, imeli smo 30 let oziroma 2 let nazaj smo imeli 1000 oddajo, tako da v tej oddaji sem že 18 let. In to so bili ti neki začetki mojega dela. In praviš, da si prezgodaj. Če bi šel še enkrat, bi počakal kaj do 19. Mislim, prezgodaj. 17 let star, kaj pa češ delati pri 17 že na nacionalni televiziji? Kot ti na radio. Ja, tako da, moji začetki, lahko rečem, da mislim, vse skupaj je malo trajalo, da sem prišel do neke resne vloge na televiziji, ampak to po drugi strani je kar dobro, ne, da nisem na hiter nekaj naredil, pa na hiter zelo... Zginil. Ja, na hiter zginil, ne. Tako da, to je v bistvu dobro, no, da sem recimo 10 let delal na radiju, na televiziji, v nekih bolj stranskih vlogah, preden sem prišel bolj v ospredje, ne. Zdaj, v ospredje sem pa prišel seveda z nastopom oddaji Znan obraz ima svoj glas. To je bila ta tista neka bolj odskočna deska, ki me je... In to je bilo kdaj, katero leto? 2016. 2016 je bila oddaja Znan obraz ima svoj glas in tam sem se tudi bolj začel ukvarjati s pevskimi imitacijami in seveda na televiziji, na Pop TV ob nedeljo zvečer je pač to veliko ljudi gleda in tam je v bistvu... Tisto je bil vrhunec tvoje kariere, okay. Ja, zdaj, če lahko rečemo temu vrhunec. Nekaj daskrat tako folk, kao Pop TV, to nekaj pomeni, kao RTV, ja, tako. Ne, jaz v bistvu na Popu, tam so me ljudje zelo, mislim, so me spoznali, ampak se mi zdi, da oddaja Kaj dogaja, začetki z Malo teraso, pa tako se mi zdi, je bolj prišlo do izraza, ne. Ker tudi zdaj oddajo delamo že 6 sezon, ne, se pravi 4 leta že delamo oddajo, ali celo več, se ne vem, to gre hitro cajt. 2019. 2019. Ne vem, če ni bilo prej. Ni bilo, mislim, ne, ni bilo. Ni bilo, okej. Ampak se mi zdi, da En let pred korono, mislim, da smo začeli. Ja ne, Jonas je vodil 4 sezone, zihar. Ja, sem sezone pol let. Je tudi 2 leti. Bomo preverili. Zdaj, ja, in kaj si pa še, se pravi, meniki so bili
ta začetek, Radio Gaga, Tako. TLP, Prej sva z Godarjem tudi imela In vdaje potem na še- televiziji, pač po tema, ne, se pravi, Hribar je bil, ko je bilo konec Hribarja, je bilo nekaj časa malo zatišja, pa sva z Godarjem imela neke vdaje, ob sobotah zvečer po Bojan Kranjce bil ti urednik tistega, ampak tisti folk ni toliko se spremljal. spomniš imena vdaje? Ja, Kdo si upa na večerjo, pa smo imeli Zaigraj še enkrat sam, pa Poldnevnik. Tri oddaje. Trije formati so bili, ja. Vidite, koliko daj moš pokurt za to, da Pa prideš. še, potem je bila pa še ena oddaja, ki smo jo delali točno opoldne. Mislim, da je bilo v nedeljo popoldne ta oddaja. Točno opoldne, mislim. Kak je logično, da bi bila opoldne? Mislim, ne vem, bila je, mislim, da 5 popoldne je bila. Tako da ja, v bistvu, Ampak ti kot si si rekel, no, ful enih oddaj sem dal čez, preden sem prišel do mesta voditelja, recimo. Ne. Ja. Dolg cajta sem rabil. Jaz vedno pravim zato, ker sem prehmal rojen, jaz sem 7 meseci rojen. In za vsako stvar rabim ful več časa. Ampak je pa naštudiram, je pa v nulo naštudiram. Ne, da pa pridem tako do nekega nivoja, pa malo traja. Ja. Ampak ti si bil performer v bistvu že prej, ne? Ti si glasbenik, ne? Ja, z odrom sem se pa spoznal že kot otrok. S 7 leti sem se vpisal na nižjo glasbeno šolo in oder mi je bil pač čisto nekaj normalnega. Jaz sem v bistvu, ko sem začel nastopati kot imitator, kot komik, je bilo meni to čist joke, je bilo meni v bistvu to zelo taka ena sprostitev, zato ker čim si mogel z inštrumentom na oder prijeti, si mogel nekaj odigrati, ne. Tle pa tudi, če nisi točno vedel, kaj boš naredil, nekaj že šlo malo, mislim, je bilo mi lažje, ne. Tako da mi je bila to ena taka sprostitev. No, nisem daleč od tega, da sem resno jemal to, no. Sploh, ker sem videl, kakšen način oziroma kako, po kakšnem principu dela Sašo Hribar, dosti improvizacije, nič kaj dosti pripravljati se, Radio Gaga je komplet improvizacija vdaja, jaz se nič ne pripravljam na to, ne. In v bistvu to je malo tako, ni lih toliko zelo dobro v štartu to spoznati, ne, ker moraš pol kasneje spremeniti malo ta pristop in pa proces tega dela, ampak ni mi pa bil nikoli tak stres priti na oder. Ogromno smo takrat s Sašom Hribarjem nastopili, ekipa Radia Gaga. Takrat še ni bilo toliko teh predstav in vsega in začeli smo z predstavo Radio Gaga Show. To je bila predstava, ki je bila brez scenarija. Prišli smo en dan pred nastopom, mi smo v kulturnem domu Medvode, smo imeli to predstavo in smo jih furali skozi, enkrat, dvakrat na teden. In pred premiero smo prišli v garderobo in Saša rekel, nič kva, malo bo na oder, najprej prišel jaz, pa bo Jurči prišel, pa bo Marjan Šarce še takrat nastopil, Marjan bo prišel kot Drnovšek, pa bo pa Tilči malo, boš kaj, boš, ja, pejmo naper. In to je bilo to, ker je bilo od A je scenarija. bila predstava uspešna? Ma ja, predstavo smo igrali, Radio Gaga Show, to je bilo enih ponovitev, mislim, ne vem, če je slovenski kakšen kraj, kakšno kulturno društvo oziroma kulturni dom v Sloveniji, kjer nismo nastopali, no, s to predstavo. Tako da jaz sem bil takrat majčkeno bolj še priden, pa sem vzporedno še študiral na akademiji, ne, v Zagrebu, violončelo, tudi da sem in eno in drugo stvar malo kompenziral, dveh stvari naenkrat ne moreš 100% delati. Tako da čez teden sem bil v Zagrebu, pol v petek popoldne sem šel potem v Ljubljano, delal nastope s Sašotom, oddajal na televiziji, na radiju, tako da sem malo kombiniral. Kdaj si bil pa Frej? Ma nisem bil Frej, to Nikoli. ne. A si deloholik tako? Mogoče malo, ja. Mogoče malo. Sodeloval si s tako številnimi pač znanimi facami, avtoritetami na televiziji, na radiju in podobno. Od koga bi rekel, da si se največ naučil? Sašo Hribar je bil moj prvi mentor, ne. Tako da dober mentor je on, da reč, ful je dober pedagog. Dobro, mogoče zdaj se mu malo več ne da toliko, ampak takrat je bil pa zelo, ne, se je vzel pod okrilje, daj nam je tak zanimiv material, ki smo ga pol mogli sami nadgraditi, zelo je on dober na radiju, pač res se znajde, tudi človek, ki lahko, ne vem, pride pa bo 1 uro nekaj razlagal, pa ga boš poslušal, pa sej dosti stvari, ki bo povedal še kaj, okay, da je Hribar spet nakladen, ampak dejansko pa zna to nekako zapakirati, tako da ga boš poslušal. To je človek, on pa ne vem, Bill Cosby recimo, še se mi zdi tak, ker lahko 1 uro pa pol, 2 ure ga lahko poslušaš
In bo zanimiv, ne bo kar nekaj, zanimiv bo. Pa lahko mu daš katerokoli temo, on bo speljal. Tako da on res ima ta talent in znanje in sposobnosti, da funkcionira, lahko oddaja radio ga tako, kot funkcionira. Se pravi, pridemo, dolga je 50 minut, nič se ne pripravimo, ampak nekako neka celota na koncu iz tega se skupaj sestavlja. Ampak po zaslugi njega. Ne. Ker kot voditelj zna to dobro peljati. To je taka ena redka sposobnost. Ne, da brez scenarija v bistvu moraš biti krno. Vsakič spelaš. Ja, ima neko tako prezenco in od njega sem se recimo veliko navadil, z njim sem ogromno delal, takoj on je človek, ki priješ na oddajo, takoj v studio vrže, ne da te bo sploh kaj probal, on te bo v etru probal. A boš v etru funkcioniral, ne boš. Njega ne zanima, nekaj, da bomo šli pa v sobo, pa boš malo audicijo naredil, pa bomo pa mi premislili, a ja ali ne, pa ti bomo malo povedali, kako v eter te je vrgel in potem se spomnim na prvi oddaji, sem imel like, sem jih naredil, Zahoviča sem imel, pa Janeza Podobnika, neki politiki, takrat bili že zelo aktualni. In na koncu oddaje se sam spomnim, in jaz sem bil v oddaji noto, pač 1 uro pa pol je oddaja trajala, sem bil tam v oddaji noto v etru pol ure, zihar, mi je dal placa. In na koncu sem rekel, Zahovič v redu, Podobnik v redu, še nekaj sem imel v redu, ta malo ga še zvežbi, ajde dio pa je šel. Tako da v bistvu dosti je dal prostora, ko pa je videl, da te more malo prijeti, da te more malo usmeriti v oddaji sami, te je pa zelo tako zagrabil, da svetu, da moraš mu absolutno slediti. Tako da to je bilo zelo dobro, da sem padel pod njegovo okrilje. Drugač pa ne vem, zdaj mi je, da best ekipa v oddaji kaj dogaja, recimo se mi zdi, da se ful naučim od vseh, s katerimi sodelujemo, Jure Karas, Igor Bračič, Admir, se mi zdi taka ekipa, ki ima vsak zelo veliko znanja in zelo opazujem, pač srkam, kakor se le da. Fajn je delati z ljudmi, ki se lahko od njih učiš, ne da si najboljši nekje, to je brez veze, če si nek najboljši, pač pa da skao frajer glavni. Moraš iti tam, kjer so boljši od tebe, zato ker to je edin smiselno, ker lahko napreduješ drugače. Lahko sam nekaj frajeraš, mislim, frajerišiš, koliko sem dober, koliko sem cool, ampak ne traja to dolgo. To malo pedagoško, sem pristopil. Ja. Kako se pripravljaš na nastope? A imaš kakšen ritual? Ne. Kakšne vaje? Recimo na nastopu živo, pa pol nastopi. Tik pred nastopom misliš, ali... Ja, generalno, ne vem, recimo imaš neko predstavo. Mislim, kar se tiče televizije, kar se tiče recimo oddaja, kaj dogaja. Ko se dobi, sicer pač je to oddaja, ki je scenarij gotov petek dopoldne, petek popoldne pa snemamo. Tako da tam izkoristim vsako minuto, da vadam oddajo, vadam tekst, kako pač bom interpretiral tekst, kako bom ga povedal. Tako da tle ni čas, da bi imel še kakšne druge vaje, rituale, ampak tle je samo pripraviti tekst. Zdaj, če imam nastop, ga vadim prej, tik pred nastopom ga ne vadim, ker vem, da svine zraditi na božičen večer ne moš, pač kar je. Se pravi, vadiš prej, da bi imel pa kakšne rituale, posebne vaje, to ne, en tak nasvet mi je bil zelo dober, ker sem študiral v Gradcu na Akademiji za glasbo, sem enega zelo zanimivega profesorja, bil je iz Kanade, in je rekel, da on vedno dela po istem principu. Ko pride na oder, se prikloni, pogleda v publiko in reče fuck you. Zdaj, če mi kaj zasral, če je šlo kaj narobe, vse mi je. Vedno je rekel, da pač moraš biti do publike, absolutno moraš biti spoštljiv, ampak nikoli se pa ne smeš publike ustrašiti. Nikoli se ne smeš postrašiti kritike, ne smeš imeti prevelikega respekta do publike. Moraš jo spoštovati in moraš se potruditi vedno pred publiko, sam ne pa, da se užbal tega, to pa ne. Ko priješ na oder, si ti ta glavni. Se pol reče še kaj, ne sam to, kar je on rekel. Najbrž tudi še kaj, ja. Ne rečiš tega na glas. V mislih si to. Ja.
Kaj pa, ko delaš te svoje imitacije, ne, ko se transformiraš v te neke like, kako se pa kle pripraviš? Mislim, kle pa moraš to naštudirati, ne moraš tega človeka poznati. Koliko cajta ti to vzame, oziroma kako temu sploh pristopaš? Mislim, v oddaji delamo iz tedna v teden nove like in veliko časa ni za Sam te neke standardne, ki ti lahko škole, zdaj tega, to ti sem iz radija, ko imaš. Mislim, te itak sem študiral, to so liki. Zanimivo je, ko si reče, pa kako to vsak teden nove like naštudiraš. Ja, saj jih naštudiramo vsak teden nove like, sam 18 let pred tem sem se pa učil, kako študirati like, ne? Kako imitirati like, tako da ni to iz danes na jutri, ker da to malo rata, ne? Pa če kle ena prehojena pot, ne? V 18 letih, tako da koncept je tak, da probam najdati, mislim, vedno se probam lotati lika, ki je zanimivo, ne? Ki lahko nek tak karakter izvlečem iz njega in potenciram ta karakter njegov. Ne? Zdaj, ki ima več karakterja, lažje ga imitirati. Ne? Tisti, ki so brez karakterja, je to malo težji, malo pomaga zraven maska, malo pomagajo kostumi. Ne? Ampak pač vržeš se noter v bazen in pač moraš splavati. Ne? Zanimivo je, ko oddaje recimo Mesca, Luko Mesec, ne? Sem skozi govoril, moram Mesca naštudirati. Ne? Pa ga nisem mogel, ker sem mi zdel, da ni karakterja, ne? Da se skem... Ne, lejte, nič od nič, ne. In pa so že, kva so naredili v redakciji, ne. Lasuljo so že naredili njegovo. In so rekli, zdaj imam pa Lasuljo narejeno, zdaj pa nek zabav, zdaj ga pa moraš naštudirati, ne. V redu, bomo imeli Mesca in smo napisali Mesec, scenarij je bil gotov, skeč je bil gotov, jaz sem prišel na snemanje, zdaj še vedno nisem vedel, kako Mesec govori, enostavno nisem vedel. Potem sem šel v masko, čez pol ure snemanja, jaz sem vedel, kako Mesec govori, kaj čemo, ne. Potem so mi dali pa Lasuljo gor, pa oblekli so me v Mesca, pa sem se malo 2 minuti v špegu gledal. Sem rekel, pa sej, malo moraš biti, pač malo, ne teč ne maš. Malo gledaš, vse, kar rečeš, zmer dol nekaj gledaš, vse on je tak, ne, pol nekako kar to rata in pride ta glas, ne? Pride ta nek pogled, pride ta neka drža, je prišla sama od sebe. Zdaj, malo tudi sreče, ne? Enega už zadev, enega ne zadev. To pri Mescu je bilo pa pač zanimivo, ker jansko so me prisilili, da ga imitiram, pa ga res nisem. Recimo, ne vem, bivšega predsednika Kučana je bilo ful težko imitirati in vsi so se ga lotili, pa ga meni zadev, pa meni je recimo ratlo. Tam sem se malo ukvarjal s tem, ne, tudi samo melodijo, ampak tam sem se res specializiral na melodijo. Milan Kučan, spoštovani državljanke, to je bilo težko. Torej, vi ste pameten človek, vi boste vedeli, kako je treba, kaj je dobro in kaj ne. Ne, to je Kučan. Ne, ampak pri Mescu pa nisem, samo en stavek sem pri Mescu izgovarjal, do snemanja, samo en stavek. In sicer ta stavek je bil, vsega je kriva vlada Janeza Janše. To je to. In iz tega, vsega je kriva vlada Janeza Janše. Pa to, ne. Ampak ne bi pogruntal tega, če ne prišel noter stavkom, vsega pa je kriva vlada Janeza Janše. To je to. Ampak to pač prije samo od sebe. Nekako. Zaradi tega stavka, pa zaradi Lasulje, pa kako so me oblekali. Vse to pomaga. Ne. Tako da včasih mogoče pri imitaciji treba počakati do konca. Dokler ne začnemo snemati. Dokler ne reče akcija. Tako. In dostikrat se zgodi, da z Igorjem, če imamo na mali terasi kakšno imitacijo, ker res spet delamo iz tedna v teden, valjda jih ne moram naštudirati vse, še tekst mi naštudiram. Ne? In pol pred začetkom imamo tonsko in pol jaz YouTube vrtim pred snemanjem in gledam in se sprašujem, kako, kaj, pol Igor gleda in pol malo debatirava, kaj pa kako bi pa. Pa ne gre, pa ni dobra imitacija, pa reče, daj malo reverba, veš, da pa malo odmeva, da boljš. Pa tudi to pomaga, prav zanimivo. Ne? Vsaka taka malenkost, da drugače slišiš, pomaga to. Ne? Kaj pa reakcije teh ljudi, ki jih posnemaš, ki jih imitiraš, imaš da kakšne odzive? Ja, Luka Mesec, ko smo ga imitirali, v naslednjem tednu se je šel frizuro spremeniti. Ja. Ampak frizuro je pa moja vzel pol. Ker mi smo mu naredili, Lasulja je bila njegova, je bila njegova frizura, ne?
Ampak ne vem, kaj je bilo pol, da je v bistvu se odločil, da pa je pa začel tako na stran nositi lase, oziroma zdaj jih to nos, ne. Tako da je mislil kao, da nam bo lasulje uničil, ampak ne. Misliš, da ni bilo naključje, da je šel? Jaz mislim, da ne. Mislim, sem pripričan, da ne. Da ni bilo on tebe, da imitira. Slabo me imitira. Mislim, reakcije. Dostikrat sem opazil, ko sem recimo imitiral Zvezdano, Mlakar, ne, ali pa Marcela Štefančiča, ne. Sem dostikrat opazil, valjda, Marcelu kva delaš, ne, Marcelu pretiravaš v tej njegovi hitrosti, ne, okej, spoštovani gospod Škof, okej, ne. Pa not padlo, evo. Marcelo pravi, okej, daj mi povedi, kaj se pravi, jutri, kaj se bo dogajalo jutri? Vej, kaj se bo dogajalo jutri? Ampak, ne, ja, valjda, to bi jaz ne. On te vpraša, ti mu nekaj hočeš odgovoriti, ampak on pove, kaj moraš ti povedati, tako pa še reče, ja, valjda, se oba strinjava, ne. Tako da, in ko sem začel Marcela imitirati, sem videl pol v Studio City, čez ene par oddaj, da se ti malo umiril. Da zdaj se je potegnil. Ker po mojem res gledal, je rekel, kaj se res tako govorim. Ne sliši, spoštovani gospod predsednik, gospod Začkov, začel malo bolj mirno govoriti skupaj. Ne, Zvezdana Mlakar isto, ne. Se spomnite, ste oddaje pri Zvezdani Mlakar, dober večer, gledalke. In gledalce niso vedeli, kaj so tam zgodili, ne, kaj začela tult, ne, kaj noter pada. Ja, ampak pa se je umirila. Potem je začela bolj umirjeno govoriti, bolj umirjeno spraševati, bolj poslušati. Tako da, po moje, mislim, lahko so mi hvaležni po drugi strani. Kaj jim nastavimo tako malo ogledalo. Zdaj, da bi bile kakšne negativne kritike. Pa ne nujno negativne, samo tako, da bi te nekdo pač direktno pol... No, ko sem imitiral, ampak to so bili začetki, se pravi, pred 18 leti sem jaz naštudiral imitacijo Milana Kučana. In jaz sem naslednji po prvi oddaji, čez par dni, mi je zazvonil telefon, sem go prosil, ja, zdaj Milan Kučan pri telefonu. Veš kaj, jaz bi vas pa povabil na nek dogodek, bi prišli nastopati, pa bi imitirali mene. Sem rekel, okej, cool. In sem šel tja na nastop. A je bilo plača? Ja, valjda je bilo plačano, jaz sem stot za Kučana delal. A ne veš, da pride on vsak teden s kufrom do nas, pa saj si zraven, kaj se naumem ga delaš. No, in sem prišel pol na ta nastop, sem ga imitiral, tam Štefka je sedela, pa Milan, in jaz sem tam Kučana imitiral. Po koncu sem se tam usedel, Kučan rekel, no, sedite se tukaj zraven Štefke. Štefka je, ja, glas je isti, sam malo mlajši je. In smo se pol tam pogovarjali. Tako da, eni so dejansko se odzvali temu, da jih imitiramo, drugi spet ne. Enim je to bližje, enim imajo to zelo radi, ne. Eni so tudi veseli, mislim, da se jim fajn zdi, ne. Vem, da Jelinčič je dostikrat ekipo Radega ga nagovarjal, da ga moramo imitirati, ker ga ful dolgo nismo imitirali, zakaj ga ne imitiramo. In on je bil prav, sprašal se, jaz sem tudi beden, zakaj, dajte me imitirati, prosim. Ne. Tako da enim se to ful dobro zdi, tudi Arjavec pa je, da totalno mu je to dogajalo, da smo ga imitirali. To je reklama. Ja, absolutno je reklama, absolutno. Sem se pol tudi pogovarjal enkrat, še pred leti v oddaji Hribar je prišel za gosta Sašo Peče, če se ga spomnite, on je bil v nacionalni stranki. In so se malo imela in on je rekel, da je prepričan, oziroma kakor se je tudi pogovarjal, on je bil tako v državnem zboru, je rekel, da večina teh, ki jih imitiramo, da jim to zelo godi in da jim je to dobro. Tako da... Vse na nek način to je medijska pozornost. Absolutno, to pomeni, da si aktualen, ne? Za dobre konje... Seveda. Tako da je to v bistvu cool za njih. Kar se tiče pa satire same, ne, se mi pa zdi, da tudi kar, recimo, vzamemo nekaj, kar naredijo neko kozlarijo ali neko nepravilnost politiki, ne, pač politika pa gospodarstvo, in mi to pač uporabimo v satiri not, v oddaji not, se iz tega zezamo, jih prcamo, ne. Se mi pa zdi, da tudi če zavedno oni mislijo, da so se pa na nas spravili, se mi zdi, da podzavesti in pa vse malo v možganih tolče, da imajo malo slabo vest. No. Se mi zdi, da to vpliva. Če se razumemo, kako hočem s tem povedati. Jaz nisem razumel. Nisi. Če oni naredijo neko nepravilnost, ja.
in se mi z tega zezamo. Recimo Vizjak. Recimo, ne, Vizjak si že misli, aha, ste me zabavali, ne, ampak podzavestno pa si reče, matra, se smo res kozlarijo naredili, ne, se res ni bilo prav, kar smo naredili. A reče se res ni bilo prav, ali reče, mater, opazali so. Ne. Ne? Ba je, da ne, jaz sem se to pogovarjal z enim psihologom, Okay. ki so prijatelja, in on je rekel, da je prepričan, kakor on pač ima naštudirano in zavest in podzavest, da v podzavesti imajo slabo vest zaradi satire. Ker mi je tudi rekel, da delati satiro, da to je pač je tudi neka odgovornost in da more biti, tako da zaradi tega mora biti satira. Ne zato, da mi rečemo, lejte kaj naredil, narod, dajmo se jim režati, pa ne. Zaradi tega, da tudi oni v glavi dobijo, ja, sej. Drugič bolj pazljivo. Drugič 1 milijon manj. Tako. Kako naštudiraš slike, to smo že. Koliko uporabljaš kaj socialna omrežja ti? Zelo malo. Zelo malo. Ja. Čeprav si... Pa si ti tudi ne velik, ne? Ali? Ja, jaz tudi ne. Ampak to je v bistvu bolj manjko, ne, za nas, ki se ukvarjamo. Ampak smo na televiziji. Ja. Mislim, da bavijo, zakaj tega ne počneva, oziroma tako je. Mi smo še tista generacija, ki nismo se rodili z mobitelom v roki. Ja. In tudi jaz v računalnik, pa to nikoli že kot mlad nisem, ni bilo to neka moja strast, in ko so prišla ven ta socialna omrežja in Facebook in Instagram, jaz se nisem toliko noter najdel, ker sem tudi že prej na televiziji delal in televiziji in mediji, kjer sem jaz skozi prisoten. In po eni strani nama ni treba se toliko preko tega promovirati, ker mi sva v takem poslu, da to dejansko morava početi. To je ena stvar, druga stvar pa, da mi to ni, kot sem rekel, da mi to ni blizu, tako da tega ne počnem. Kolikor ne bi bil na televiziji, se imam na sumu, da bi to počel, da bi mogel to početi, tako pa mi ni treba, pa tudi ne da se mi. Objavim samo tisto, kar je narejeno v oddaji, na televiziji, in samo pač šeram stvari. A je to iz Radia Ga, je to iz oddaje, kaj dogaja. Še komentarje se mi ne da napisati, tisto, ki objavim, kdaj pa kdaj. Ne. Ampak to naredim, ker vem, da je pač to dobro za oddajo in ker vem, da se s tem pač... Ser follower imam kar nekaj na Facebooku, imam kar dosti. Na Instagramu pa sploh ne. Tam sem pa pozem gor prišel, tam sem pa sploh ne da nič delati. Pa te storije objavljati, da bi pa, ne vem, včeraj je bilo ful zanimivo, sem se peljal po avtocesti z avtom. In je en kombi bil, pa pri kolcu imel odzadnji gor, je imel pa enega ogromnega dinozaura. Zanimivo se sliši, ampak v Ovčji potok so pelali enega dinozaura plastičnega, ampak to je bil res velik dinozaur, to je bil dinozaur, bil po te sobe, ne. In on to po avtocesti dinozaur, z repom migam jaz in se peljem za njim in rečem, hudo, ne, pač se je da avtoceste tip na prekolci voz dinozaura, ne. In sem rekel, pa čak, to moram zdaj in story posneti. Sem si prvo rekel, ma dej nehino, glej dinozaura, zdaj le še 1 minuto, pa itak zaviješ dol z avtoceste. In točno to sem naredil. Gledal sem šunga dinozaura, ki vidite zobe, pa gledal je pa tako z glavo migal, tam prekolce tam migala. In pač nisem tega naredil, ker 3/4 folka, ki te storije objavlja in fruštek in pot v službo, dam ali v šolo, mislim, to je... Dinozaura sploh? Dinozaura sploh si znorel, ne? Tako da ne delam jaz tega. No. Je pa res, če ne bi bil v tem poklicu, kot sem zdaj v tej branži, panogi oziroma disciplini, da sem medijsko izpostavljen, pa mislim, da jaz Facebooka pa Instagrama ne bi imel. Mislim, da je ne bi imel. Aha, sploh ne? Ne. Že dostikrat sem vrgel ga ven aplikacijo iz mobitela, ki se mi ni dal, pa ajde zdaj obdržim. Ampak če pa se ne bi ukvarjal s tem, s čimer se zdaj ukvarjam, z tega, upam si podpisati, da jaz tega ne bi imel. Ne bi imel, ker mi je, iskreno povedano, mi je ful neumen. Neumen mi je pa, ker vidim, kaj to folk res objavlja, kaj jim ni treba objavljati, jaz tega ne zastopam. Jaz zastopam človeka, ki je pač odvisen od tega, da je to njegova služba, jaz to štekam. Ampak človek, ki dela pa čisto eno drugo stvar, pa nekaj objavlja, tega pa ne zastopam tega. Kva ti objavljaš, ne vem, dobiš nek daril in pol slikaš in objavljaš story, da si dobil ta daril. Pa kva meni briga, kva si ti dobil. In ne štekam tega, jaz tega ne zastopam.
Kar ne pomeni, da če objavljate fotke daril, ki jih prejmete, da nimate pravico do tega. Absolutno imate. Ne, pa nisem rekel, ne delite tega. Vi delite zaradi mene, ampak jaz sem povedal, saj, da meni to neumen. Drugače pa the best, pač to je današnji svet, toliko, moja stara mama, ki je bila še živa, je tudi rekla, ker smo šli vsak let na morje, je rekla, ja, morate hoditi na morje, a ni doma za dosti dela. Pač, okej, ne, valjda, mama, pač po tvoje brez veze, da gremo na morje, ampak valjda smo šli na morje, ne. Tako da, to je samo pač mnenje. Sam sem mislil tako družbeno omrežje v tem smislu vzdrževanja tega nekega kontakta s svojimi sledilci, s publiko. Kako pa pol, kaj to, vse v živo samo kontaktiraš s svojimi fani? Mislim, zdaj tako je, ne, pišejo mi, komentarje dajo na oddaje, pohvale in kritike, pozitivne in negativne, ne odgovarjam zdaj takoj vse, pa nisem ne lajkam vsakega komentarja, pa vsakega lajkam, pa on pol lajka moj lajk, pa jaz lajkam pol nazaj, njegov lajk od lajka, ki je lajku na lajk, ne. Tega ne delam, potem pa seveda vljudnostno pa, ko nekdo mi napiše nekaj, čez par dni sicer, ker nisem toliko odziven, pa odpišem, no. In se jim zahvalim za mnenje. To pa je to, nisem pa res skozi tisto, da bi dejansko fural to neko svojo zgodbo na Instagramu ali Facebooku. Tega ne počnem. Zdaj, ko v bistvu ti niti nimaš, mislim, tvoj glavni foh je televizija, niso zdaj neke predstave, ki bi jih potem paralelno v bistvu oglaševal. Imam bazo sledilcev na Facebooku, imam jaz tam 40 jurjev, so sami nabrali. Instagram ne, Instagram sem zelo slab, ne vem, če jih imam 10 jurjev. Pa nimam te želje, nekaj ode, pa moram, najprej na začetku sem se še trudil, da naberal followerje, pa se jih res nabereš, ne. Kako? Da pač selfie narediš, ali pa nekaj iz osebnega življenja. Zdaj recimo bajto prenavljam, ne. To je ful zanimivo, sem prav rekel, kva če bi jaz začel furati na Instagramu, Artač prenavlja bajto, ne, in bi pol res vsako stvar, sliko, objavil, kako se vam zdi pa ta steber, ki se je na novo zabetoniral, pa, ne, ampak se mi ne da to početi. Bi bilo pa ful zanimiv, absolutno bi bilo ful zanimiv. In dejansko s tem bi, recimo, ogromno sledilcev, ker bi ljudi povabil domov k sebi v svoj privat life, ne, to ljudi najbolj zanima. Tako da, ampak se mi ne da. Imaš kakšne anekdote? Zdaj si tudi v filmu enemu nastopil, ne? A to že lahko poveš? Ja, valjda. Snemali smo nekaj cajta nazaj, konec prejšnjega leta smo snemali drugi del Prhosta. Se je naredil drugi del. Pride ven pa ne vem, po moje pred novim letom pride ven. Tako da sem noter igral kot, oziroma veliko Boruta Pahorja, predsednika države. Sem bil, pač ta vloga mi je bila dodeljena. Bila sva pa v tandemu in tip je prišel iz Beograda, ki je bil res kopija Vučiča. Ja, isti je bil, to je kot Vučič je bil, ne. Sem ga prvič videl, pa to je res Vučič, ne, in je bilo kar hecno, no. Ker sta bila kao tam povabljena Pahor in Vučič in pol, ne, Pahor je pač valjda te selfije nabijal skozi, pa vsaka stvar se s tem slikarom, imajo neko zakusko in pol tam enega prašiča tam potem režejo in pol Pahor pride zraven in se s prascem slika, sendviči iz kanapej, vsako stvar je vse slikal, ne. Pač naš Pahor, kralj Instagrama, Tausend Künstler, ne, bil je vse. Ampak predtem si snemal kakšne filme, ne? To je bila tvoja prva filmska izkušnja. Ja. In kako si ti zdaj? The best, super. Ko snemaš film, se cajt ustavne. To ne veš, koliko je ura, pač začne se snemati zjutraj, konča se čez, ne vem, 24 ur lahko, ne. Cajt se ustav, za vse si ful cajta vzamejo ljudje, ker je dobro, ker televizija oddaja, to je termin, do takrat mora biti narejeno akcija, ne. Lovimo na koncu že ne sekunde, minute. Pri filmu si cajt vzamejo več časa, kolikor ga bojo potrebovali in je to res zelo dobro delati. Ni toliko stresno, tekst itak znaš, ko priješ pripravljen na snemanje in ni to čak, ne moram pa še en tekst naštudirati, ne, tekst znamo in tam si sam zato, da se dobro razumeš z vsemi, da se sprostiš in potem dobro zaigraš. Itak se tokrat ponavlja, da
Koliko snemalnih dni pa ti je vzel? Pa tam sem bil ene 4 snemalne dni, po moje 3, 4. Nekaj cajt je trajalo. No. Mislim, ful se čaka, ne, valjda se ful čaka. Tam odigraš nekaj 1 uro, bogač pa 3 ure pa frejko. Ampak je kul. Me ne ubija to čakanje, meni je to bilo tako dobro. Fajn, zdaj pa 3 ure cajta. Česa na televiziji ni. Tako, to je ful velika razlika. En dober nasvet na televiziji, ki si mi ti dal enkrat, je bilo, ne se učiti teksta. Vse imaš napisan. Ja. Pa da. Pač ko snemaš te neke skeče in ko je treba na hitro nekaj narediti in jaz tam, tekst. Prav pa se imaš, da ti držijo tam pa in gledaš in pa... Mislim, oddaje pač vsak teden, valjda se ne moraš vsak teden vse na pamet navaditi, razen če imaš fotografski spomin. Tako da vedno so oddaje boben, kjer je tekst na terenu, ko smo, imamo liste, ki nam jih držijo in mislim, saj se navadaš pol tekst, valjda, ampak pač ga bereš, ga imaš skozi, ga imaš na dosegu roke. In ponavljamo samo toliko dolg. Dokler prav ne preberemo. Dokler prav ne preberemo, pa dokler se ne vidi, da res beremo. Dokler zgleda spodobno. Zdaj, ena izmed rdečih niti tega projekta je ekologija, tako kot sem večkrat povedal na teh delavnicah. Okay. A imaš kakšno ekološko navado, a kaj počneš tako prav z zavedanjem, evo, tole pa počnem za naše okolje, naprimer, a printaš dvostransko? Ne, to ne. Ne, vidiš. Mislim, pa vi zakaj ne? Zato, kadar printam, vodim kakšno zadevo in pač imam nalepljen na črnem kartonu. Ampak drugače pa, to se pa ne zezam, res se trudim ločevati odpadke. Res se trudim to početi. Ok, to vsi počnemo, a kaj kompostiraš mogoče? Če v bajte živiš, mislim. To bi lahko. Ja, kompost imam, ja. Vidiš. Ja. Tako da, pa ne, pa vse to ločevanje se mi zdi kar kulno, da res... A ja, prav hočeš reči, da prav striktno ločuješ? Ja. Tudi več, kot imaš sam tiste, kar ti snaga ponudi, 4 možne zabojčke. To se pravi biološke plastika, papir, flaše. Meni se zdi škoda, da nimamo v trgovini tiste, da tako kot Hrvatje imajo, na Hrvaškem, vem, ko sem študiral, smo vedno nosili te piksne nazaj, pa flaše nazaj, pa neki do... Škoda, da tega nimamo. Meni se zdi to ful porabno. Da folk bi ful bolj nosil. Plastične. Mi je pa zanimivo, zdaj, ko sem nekaj govoril, da baj to prenavljam, doskrat na deponijo vozim, s prikolico pač so to. In je najbolj, in pol jaz tam valjda, s tisto veliko prikolico pridem, in pol pač gradben material vržen, pol ne vem, tam stiropor, izolacija, pač nosim vse res posebej, in pol me tam gledajo oni in se mi zdi neumen, kaj je to res ful. Vsak košček stiropora, pač bom se sprehodil do unega kontejnerja in pač bom vrgel, In pa se prav enkrat spomnim, da tam se je lučval. Pa je prišel pa pagar tam zagrabil, enega zagrabil, drugega, vse v isto nos. Pa ko jaz se kle matram, hodim pač vsak papirček posebej. Tako da pač, dobro se, oni že vejo, ampak mi je zanimivo. Koliko te pa kaj tako folk prepozna na ulici pa na deponiji? Jaz zdaj tako z unimi, tam sem že kar friend. Oni te poznajo zato, ker pač vozaš tja, ne? Oni me ne poznajo s televizijo. Tako da, veš, to skoraj vsak teden, na prikolica gre, veš, tudi pač prenova, tudi pohranjenega materiala. Tako da pač skoraj vsak teden sem tam. Jednečko masko vam skozi gor, pa malo tešno kapo, pa se tem, ker folko se ne da ukvarjati. Mislim, kakšen že malo čudno pogleda, ko pa tako. Meni pa dogaja, tam je tam totalno the best, pač taka sprostitev mi je. Da vozaš na deponijo. Ma ja, tak drug svet je, drugače se cajt odvija, tam si moraš cajt vzeti, ful je gužba, vse tam avto, prikolice, folk se tam zaletava. Ja, se tam čakaš. Ja, ful. Rdeča luč. Ja, tako da je zanimivo. Mislim, kul mi je to. Me zelo sprošča. Imamo kakšno vprašanje iz publike? Mene zanima, kako je vaš študij violončela, oziroma kaj ste rekel? Ja. A je bil zaključen? Ja.
To je bilo pa prvo, kar sta starša mi, oziroma mama je rekla, ko sem začel na televiziji delati, je rekla, zapomni si eno stvar, diplomiral boš. Sem rekel, ja, bom, ok. In je absolutno zaključen magisterij. A pa še špilaš tako? Mislim? Ja, še. To moraš vaditi pač vaš čas. Mislim, ne vadim skozi, ne. Ampak sem kot najstnik pa v času študija sem zelo veliko vadil, tako da če mi daš zdajle par ur, bom noter prišel. Zato, ker pač očitno ima roka, ima tak spomin. Ampak sem pa res veliko vadil, to sem vadil res skozi, po 8 ur na dan, skozi. Jaz sem bil res v tem totalno noter. Tako da sem bil pač, v glasbi sem bil, tam sem bil pa res dober, no. Tole na TV je tako, tam sem bil pa res naštudiran, no. Tiste je bilo pa res, so šlo pa vse v take detalje. Sama si imel pol tudi neko ambicijo, zdaj bom profi glasbenik. Ja, absolutno. Absolutno, sem hodil na poletne seminarje k Dunajskim filharmonikom, zato sem tu bil pač totalno noter. Pa si se videl, da boš kaj špilil na Dunaju? Ne, pač ja, da bom pač z glasbo se ukvarjal, ne, cel življenje. Saj sem v Zagrebu študiral, pa sem šel v Graz, pač sem tam živel gor, sem tam študiral. Tako da mi je bil totalno žur, ne, da best mi je bilo, ne. Ampak pol ta televizija mi zdi tudi, me je potegnila, ne. Pa tudi muska, pa to je kar je garanje, ne. Delati je treba, vaditi je treba skozi, to je kar. Televizija je bolj... To je vrhunski šport. Ja, isto, če ne še huj. Samo da v vrhunskem športu, če ti rata malo več denarja. Ja, pa v vrhunskem športu je res poskrbljen za vse. Če ti pogledaš vrhunskega športnika, on ima fizioterapeuta, on ima psihologa, pa ima trenerja, ima, ne vem, nikdar ne kuharja, ne. Glasbeniki tega nimajo, ne. Kaj se meni, recimo, jaz sem ful vadil, meni so se tetive vnele, recimo, ker nisem imel fizioterapeuta in pa sem, ne, mogel pol sam reševati te zadeve. Tako da za šport je ful bolj poskrbljen, kot pa za glasbo. Je pa res, seveda, športnik lahko dela tam do 30 leta, pa je konec kariere, ne, glasbenik, pa takrat šele začne... Na ulici igrati. Šele takrat začne pač ustvarjati s tem svojim znanjem, ki si ga je pridobil v teh letih, ne. To sem mislil, drugače. Mi so zdaj to poškodbo tetive zdaj na televiziji, pa boš pa spet začel, ko sem... Tako, zdaj sem na bolniški. Sama si bil to, ko si omenil kot najstnik, si bil tudi tako kot otrok, si že takrat bil tako zabavljač, performer, ali je to šele pol? Ne, sem bil že kot otrok. Ja, me je to zanimalo. Sem bil pa velik fan imitacij že takrat. Jaz sem bil strašen fan Saša Hribarja. Radio Gagana je bila oddaja, totalno top. Ko sem prvič Hribarja srečal v živo, sem tako gledal. Koliko bil pa star? Ko bog, ja, 17 let, ne. Sem ga prvič srečal takrat, ne. Sam že predtem si bil fan, ne? Fan sem bil pa odkar pomnim. Jaz sem kot otrok, od, ne vem, začetka osnovne šole, če sem bil bolan v petkih, sem bil doma, sem valjda poslušal oddajo Radio Gagana, to mi je bilo dobe. Snemal sem oddaje, jih pol poslušal, pač top mi to bilo. In pa si bil pogosto bolan. Kar doskrat, ja. Bolehen, zato ker sem se prehmal rodil, to sem prej rekel. In sem bil bolehen zaradi tega. Tako da ja, malo se mi je uresničila želja, bilo mi je res what the best, da pa lahko delam, nastopam v oddaji, kjer je bila moja najljubša oddaja. In to je kar veliko potegnilo za sabo, no. Ker sem bil pač res hud fan te oddaje. Vse te imitacije, ki so se tam zgodile, vse te like sem jaz prej imitiral že. Sam pri sebi. Tako da, to je to. Še kakšno vprašanje? Jaz bi mogoče vprašal, kakšno je mogoče, ne vem, mišljenje, naprimer, vidite si pa imitacije posebej, kako, naprimer, imate to, da imitator imitatorja imitira, je to mogoče žaljivo, naprimer, v nekem odnosu, oziroma je tebe kdo hotel imitirati, kdaj pa pač, mislim, razumeš na tak način. Kakšni so odnosi tle? Naprimer, je Admir je kdo hotel že imitirati, a je on tebe, ne, tako tisti. Mislim, Nova Džukovič, naprimer, tenisač, ne vem, če si spremljal kakor, on je imel to neko tendenco še v mlajših letih, ne, da je druge tenisače imitiral, ne, sploh Nadala, ne, kaj si gati smo. Pa to, ne, pa niso jih najbolj, bom rekel, sprejeli to. Kako je pa tukaj? Ne, meni se zdel the best, da bi meni imitiral. To bilo meni, mislim, bi mi bil totalen žur, zaenkrat me še noben ni. Godler je enkrat mečken probal, pa mi je kar dobro zadev glasovno, no. Ampak to bi se mi ful dobro zdel, na zdrave. Druga stvar je pa, ker sem najprej mislil, da želite vprašati, je pa imitatorji
smo dostikrat imitirani oziroma naše like imitirajo. Ne? Se pravi, ne imitirajo človeka, ampak imitirajo imitacijo. Ne? To pa moram reči, da jaz osebno, recimo, če slišim nekoga v medijih, da imitira naše like, ki smo jih mi naredili, ker bistveno težje ti lik narediš, kot pa imitiraš imitacijo. Ker ti imitacijo imitiraš, točno ti takoj na pladnju ti je prinesel, kako moš imitirati. Ne? To pa recimo jaz ne obrajam me niti nič, pač si rečemo, ok, pač to je imitacija. Zakaj? Zato, da ker prerišeš karikaturo. recimo, ja. Zato, ker če pa kdo pride z novo imitacijo, jaz se mu pa zmer tako priklonim, ker vem, kako je po eni strani to težko narediti. Tako da to ful spoštujem, da nekdo pride z neko novo imitacijo, pa tudi če ni ta imitacija najboljša, mu jo pol pomagamo narediti. Mu damo temu liku še več karakterja, da ta imitacija res dobro uspe. To mi je res, recimo, eno tako veliko veselje doživim, ko vidim nekoga, da pride z neko novo imitacijo. To mi je ful dobro. In se bom, ker dostikrat pridejo v oddajo Radio Ga kakšni novi imitatorji, pa čim prinese nek nov lik, se ful pol ga ful podpremo, ne, in mu pomagamo, tle, da res nastane iz tega dobra imitacija. Če pa nekdo že imitira naše like, pa pač rečemo, te like mi že imamo in te imitacije so tako dobre, ker ne more biti tako dobre, kot če ti imitiraš. Ne. Da bi me pa kdo imitiral, to bi bilo the best. Samo v bistvu tebe mogoče težko, ker te poznamo kot nekoga, ki ful imitira. Ne. Tako je. A veš, v bistvu je premalo tebe kot tebe. Možno. V Mislim, čeprav javnosti. zdaj sem jaz. Ne. Ja. Možno pa, da ja. Čeprav zdaj pač ta lik, ki ga imam, lik voditelja, pač sem jaz. Ne. Ja, to je. To sem jaz. Godler me pa je enkrat imitiral, zgleda pa tako, hej Godler, a veš, kaj mene zanima, da pač malo na tak način govorim. Imitiral me na način tukaj, da sem kao zaskrbljen. Jaz doskrat znam biti zaskrbljen, tako da na tak način me imitiral. Hej Godler, a misliš, da bo... Jaz sem to ni bilo v kakšni vdaji. Ne, tako privatno smo se zabavili. To je samo razgovori pa. Ja. Drugače pa se imitiramo, recimo tudi Sašota imitiramo, ne, Hribarja, doskrat ga imitiramo tako med sabo. Jaz se danes kadarkoli si ga Ja. citiral, si bil not. Ne. To je on. Ne. Tako A da pa imate pa tako imitatorji, tako kao Zahovič je moj, ti Ja. imaš tega, ti imaš unga in to so feudi, Ja, to je teritorij. tako. Ja. Mislim, zakaj? Zato, ker tako, ko je Zahoviča skinem, ga noben ne bo mogel tako dobro skiniti. To je res. Jaz, ko sem Tilna prvič slišal, kako imitira Zahoviča, sem rekel, ti si boljši kot Zahovič. Ja. Imaš notranje politiko po športu. Jaz imam, ja, mislim, čeprav za šport je Jure Mastnak res ful dober, ne. On ima Katanca, pa te like so famozni, ne. On je res dober v športu. Včasih je bil športni novinar, tako da on ima to res dobro pokrit. Tako da ja, malo imamo razparcelirane like, pač tudi glasovno, ne. Mene eni pašejo, druge vzamejo, tako da delamo pa na tem, ja, da med sabo, da pač si likov ne jemljemo, da ne imitiramo imitacij drugih, ker je pač to brez veze. Neka higiena kle je. Imaš kakšno vprašanje? Pa ja, resmo, kaj pa, glede na to, da ful pač politike pa to ponašate, ne, tam na teh radijih, pa kaj dogaja. A se kdaj zgodi tako, da vam gre že malo na jedre pa to, ali pa ni nekaj tak, da ratete bolj, ne vem, anksiozni, ali pa kaj, ne vem, recimo zdaj, ko je bilo toliko težko nadalo v raznih, ne vem, pač ko tak jaz recimo, ko si gledal oddajo, kdaj tudi kaj dogaja, ne, mi je na cajt bilo skoraj malo bolj grozno gledati, no, ko pa smešen, ne, zaradi vseh teh, ko se pač dogaja, ne, a se to zgodi kdaj tako? Mogoče malo, ampak bolj se dogaja to, da je samo politiko težko biti boljši od njih, ne? Ker so oni sami sebi že taka ne satira, ampak taka komedija so sami sebi oni, da jih nadgraditi se je bilo treba kar dosti potruditi. Ne? Včasih se mi zdi, politiki so imeli več avtoritete, bolj so bili, ne, pač ne vem, včasih, ko sem začenjal, so bili liki, ne vem, Drnovšek, Rupel, to so bile neke avtoritete, ne, je bilo drugače, so imeli res en izoblikovan karakter, zdaj pa to, ne, ker ne veš, kje bi se ga res lotil in vse skupaj je tako smešen, ker tudi oni sami počnejo, da je težko jih nadgraditi, no, to se nam je to večji problem, no, kot pa da bi
da se ne bi dobro počutil zaradi vseh teh stvari, ki se dogajajo. Ampak zdaj pred volitvam, če ste kaj spremljali, tele predvolilne oddaje, ki je bila ta famozna 2 dni, 3 dni pred volitvami na RTV-ju, Ja. Pirkovič vodo, ne. A bi rekel, da smo imeli mi srečo, ker smo imeli mi tudi oddajo, pa direkt v soboto, pa je bil volilni molk, ne. Smo imeli srečo, da se nismo rabili s to oddajo ukvarjati, ker ta je bila res vrhunec. Mislim, jaz vedno pravim, mi se cel teden matramo, da naredimo oddajo, oni so pa tja prišli impro in so naredili oddajo, kaj ne moreš prekositi, ni šanse, da boš bolj smešen naredil. Mislim, to je bilo tako dramaturško zapeljano, da to je noro. Jaz ne vem, kje so te scenariste dobili. To v Ameriki jih imajo po 40, če da tako oddajo naredijo, jih moraš imeti 120 scenaristov. Tam se, pač glavni lik je voditelj, ki se počuti cel cajt napadega. Mislim, to je tako dobro zapeljan, da to zaznot, ne. In potem ta voditelj tiste papirje prekladal in je skozi občutek imel, da imajo vsi nekaj proti njemu, ne. On je pa sam voditelj, tako je klinac, meni več pri tebi, vod, ne. In potem so bili v eni užaljeni besede, potem je bil tam predsednik vlade, Janša, ki je izgledal, kot mu en mladiče snedel, itak celo kampanjo je tako izgledal, ne. Po se pa tam odločijo eni, da bojo pač zapustili in to Jelinčič sliši med reklamami in prvo to naredi in jih zajeme in ko naredi Jelinčič gre ven in pade. Pa to je noro. The best. Mislim, je bilo škode, da je bil predvolilni molk, zato ker mislim, ampak ja, ne, kako sem prej rekel, vse tega ne moreš nadgraditi, vse to ne moreš, to lahko samo pokažeš, to se je zgodilo, poglejmo si še enkrat. Ne moreš čez to iti, ne moreš. Pa bi mogli že tradicija radati, da bo zadnjo predvolilno kampanjo, ne? En pade. Ja, absolutno. Tako da, to je bilo, ja mislim, noro, the best, no, res super. Mene najbolj skrbel, pač se sliši zanimivo, ne, ampak, a veš, čas epidemije, ne. Ljudje smo res dosti imeli teh in ukrepi, ampak vse smo vedeli, da pač more to biti nekako je treba pelati, nekako je treba furati, ne, ampak v takem času delati satiro je ful hvaležno, zato ker narod res rabi to, res želi to gledati in je bilo to the best, ne. In mene je samo skrbel, okej, zdaj Janša bo šel, kva bo zdaj z nami? A bo tu zdaj pol naprej prišla gor na oblast neka politika, ki bo mlačna, ki bo vse neki na potih, ki ne bo nobenih likov hudih, afer takih, res ne bo nobenih takih komentarjev, nobenih tweetov, ne, nobenih nemžaljenj in tako naprej. In mi je bilo malo, mislim, strah, pač mi je bilo tako, kva če zdaj to pismo res konc te neke ere, oddaje kaj dogaja, ker smo res materijala na polno, ne. Ampak zdaj s postavitvijo novih ministrov, ker sem videl, sem rekel, okej, v redu je, imamo. Sem dal kar kravato gor, pa sem šel spat. Tako da the best, se mi zdi, da bo kar cool, no. Kdo pa diktira, na primer, teme pri pisanju scenarija? To se dosedete, ali kako imate kakšne kolege, ali to, ali dobiš? Sestanke imamo. V ponedeljek zjutraj imamo sestanek. Se pravi, Alenka, sovoditeljica, Igor Bračič pa Jure Karas, se dobimo, še vedno se dobivamo na sestanku preko tega chata, Facebook, ne, imamo to od epidemije. Korone. In je res da best, ker ni treba hoditi pač v pisarno. In imamo sestanek, pač traja urco pa pol, 2 urci, lahko tudi 2 urci pa pol. Malo delamo, kam, kjero smer bi zapeljali, se pravi, postavimo, kva je od novic, kva je ne vem, mala terasa, kako bi Pup TV skeč zapeljali, kaj bi na terenu naredili, potem pa imata Igor Bračič pa Jure Karas, potem zadeve prevzameta in tako spišeta. To je ful enega dela. Ogromno. V realnem času. Ogromno. Postavaš neki sedi. Res veliko, ja. To, kar praviš pa, da je pač veliko timbrov, ampak vse, ne, pač, če hočeš imeti, Ja, ogromno. res vsako oddaja, je, na primer, nekako. Mislim je, pač TV je, ko začneš sezono, je najbolj mes brez pauze, ampak da šibaš do konca sezone, se ne ustaviš, ker je kar dosti dela. Mislim, skozi moraš, od sebe moraš nekaj dati, ne. Pa imate mogoče tudi kakšne oddaje tako posnete za rezervo, če pač kako te... Ne. Nikoli. Veš, kaj ste hotel vprašati? Kdaj je bila pa tista točka, da si lahko začel živeti od tega, ne?
A veš, ko si začel ukvarjati pa 17, 18. Takoj. Takoj. Ja, jaz sem si sam študij plačal vse s tem. Z Radio Gaga. Takrat. Pa oddajo Hribar, pa z nastopi s Sašotom, ker smo takrat dejansko ful veliko delali. Mi smo imeli takrat oddajo na radiju, oddajo na televiziji in še nastope zraven. In v bistvu sem si takoj lahko študij s tem plačal. Ker je bilo the best, ne? Super bilo. Noben breme to ni bil na starših in je bilo to res ful dobro. Ne? In pa si bil ves čas v bistvu dovolj zaposlen. Ja, Recimo kot freelancer, ne, kot pač freelancer. ja sej pač jaz imam SP, v štartu sem bil odprt in smo šibali na tak način. Mislim, seveda, čisto odvisno. Zdaj, če imaš oddajo na televiziji, vse to potegne za sabo, si bolj aktualen, imaš več tudi nastopov in vseh teh stvari, ne? To vse potegne za sabo, logično. Ne? Ampak imel sem to res srečo, ja, da v štartu, ko sem začel s temi stvarmi, pač na RTV-ju, nam je bil dodeljen nek, ne zdaj ne vem koliko velik, ampak nek honorar, s katerim sem lahko si lepo plačeval študij, kar se mi je zelo dopadlo in mi je bilo tako kul. Ja, sej, mislim. To je fajn. Ja, hvala. Da zaslužiš. A bomo zdaj pogledali tele izbrane videe? Aha, mislim, lahko pogledamo, ja. Zaključili.